pomlad je pod vašim predsedovanjem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekala Evropska marketinška akademija. Številni akademiki iz področja trženja marketinga iz Evrope in pa sveta so se zbrali v Sloveniji, v Ljubljani na fakulteti. Kako so zaznali slovensko okolje in pa kakšni so trenutni trendi v svetu na področju marketinga? No, moram reči, da so bili vsi moji kolegi znanstveniki zelo navdušeni. Navdušeni nad Slovenijo, navdušeni nad Ljubljano, navdušeni nad Ekonomsko fakulteto. Da se to zdaj sliši zelo hvalno, vendar je bilo v resnici tako. Verjetno so imeli tudi nizka pričakovanja ali pravzaprav sploh niso imeli pričakovanja. No in če govoriva v tržarskem jeziku, je seveda to za nas dobro. Dobro zato, ker to pomeni tudi tako imenovano besedo, ki kroži potem od ust do ust, in seveda pove, poglejte, to je Slovenija, Ljubljana, mi smo jo poznali prej zanimiv biser v Evropi. Nekako tako so zaokrožili svoje videnja tukajšnjega sveta. Tisto, kar pa smo seveda s kongresom želeli storiti, in to je seveda tudi en del strategije razvoja Ekonomske fakultete, da čim več teh akademskih vodaj, akademskih krogov preplete v Sloveniji na posameznem področju strok, od računovodstva, financ, menedžmenta, trženja in tako naprej, informatike recimo. Zakaj? Zato, ker s tem tudi fakulteta kot taka krepi svoje ime, krepi svojo prepoznavnost v raziskovalnih vodah in seveda s tem tudi neko ime v, bi rekla, znanstvenem pogledu in ugledu naših dosežkov, torej objav, ki so mednarodno citirani in ki seveda potem tudi povedo nekaj o Sloveniji. Tisti zelo zanimivi del tega Evropskega kongresa je bil seveda ta, da ne samo, da smo gostili preko 700 tržnikov iz celotnega sveta, akademikov, raziskovalcev, gostili smo seveda tudi vse te mislece, ki pravzaprav so ustvarjajo trende v akademskem delu, v raziskovalnem delu trženja. No, zato je izjemno zanimivo spremljati vse to vrstne kongrese, preprosto zato, ker tukaj se rojevajo nove ideje, nove raziskovalne zamisli, kako tudi potem ta znanja, ki jih mi preverjamo na svoj svojstven način v znanstvenem jeziku, prevesti nazaj v podjetja, torej prevesti nazaj v pomoč gospodarstvu oziroma v neko ozaveščanje gospodarstva, ne glede na to, ali smo v Ameriki, ali smo na Kitajskem, v Indiji ali v Sloveniji. Vsa ta spoznanja potem nekako zaokrožiti na način, da so prevedljiva v jezik razumevanja poslovnih sfer. No in to je seveda tudi eden od ključnih namenov takega kongresa. Moram reči, da druženje je bilo izjemno prijetno. Popeljali smo jih seveda v vse, lahko rečem, lepote Slovenije in odstot tudi, lahko rečem, preprosto navdušenje. Bila je tudi nekakšna začetna ali pa zaključna misel kot rdeča nit samega dogodka, slogan The Day After ali dan po. Kakšen dan po čem, ali govorimo o dnevu po krizi v smislu marketinga, kakšne ideje so se rodile na to temo? Ja, to je eno tako zelo izzivalno vprašanje bilo, kdaj pravzaprav zdaj sploh je še danes The Day After, kaj je danes dan potem. No in izkazalo se je, da seveda, ker smo zasnovali ta kongres še v obdobju, ko se je pojavil prvi tisti res šok krize finančne in gospodarske, smo seveda računali na to, da bodo ta, lahko rečem, ta razdobja potem že bolj umirjena, da bodo bolj stabilizirana, no in izkazalo se je, da pravzaprav znova odpiramo za vprašanjem The Day After novo poglavje v tem, kako pravzaprav te finančne, gospodarske, celovite, ekonomske, tudi recimo znotraj Evrope fiskalne in monetarne izzive reševati skupaj seveda prav v tržniški stroki. Tako da, kot smo na neki strani želeli zapirati spoznanje o tem, kako se je spremenil porabnik zaradi kriznih momentov, kaj se pravzaprav potem zgodilo seveda tudi v nakupnem vedenju dokončno do zadnje police na trgu in kaj lahko pričakujemo od tega porabnika naprej, se je izkazalo, da moramo že zelo, zelo modro zazreti se v prihodnost in seveda upoštevati vse omejitve, ki očitno obstajajo in ostajajo na trgu. In to so seveda omejitve kupne moči, nekako bolj umirjenih, lahko celo včasih negativnih stopenj gospodarske rasti in na drugi strani enega kupa izzivov, ki mu danes nekako rečemo manj je več. To
torej ozaveščanje resničnih potreb posameznikov. Ne govorim samo potrošniško, ampak v naši paleti življenja. Trženje se namreč dotika tako ekonomskega, sociološkega, kot seveda psihološkega dela našega bivanja. In zato je ena taka kompleksna znanost in hkrati na drugi strani stroka, ki mora vsakodnevno nekako poseči tudi v naš žep, če želimo, da ustvarjamo potrošnjo. No in tukaj je nastalo ogromno izzivov prav zaradi teh cikličnih nihanj, zdaj kriza, malo manj krize, uravnoteženje, pa morda spet nek val, ki prinese spoznanja in celo pričakovanja, da se marsikdaj ali marsikaj lahko znova in znova spremeni. No, kot predsednica Društva za marketing me zanima, kako komentirate zadnje raziskave marketinškega monitorja, katerega ste izvedli. Kakšne so pravzaprav zaznave potrošnikov v krizi, kakšni so sedaj marketinški trendi, kakšne so potrošniške navade? Ja, zelo zanimivo. Trženjski monitor je zdaj raziskava, ki poteka kontinuirano. Nastala je prav kot odziv na krizne momente, torej prve tiste koncem 2008, začetek 2009. Prvi val smo izmerili leta 2009, no danes je to zdaj že kar nekaj ponovitev, ponovimo namreč vsako pomlad in vsako jesen in primerjamo rezultate. In tisto, kar se je znova spet izkazalo v monitorju je, da kar 72% Slovencev občuti na dnevni ravni recesijo, torej neko vplivnost krize oziroma tega recesijskega stanja, kar je podobno sicer kot marca 2011, ko je bilo 73%, ampak kaže na to, da se utrjuje zaveščanje, kaj pravzaprav takšna kriza, takšno drugačno gospodarsko gibanje prinese tudi v naše vsakdanje življenje. Morda še dodaten del, ki pa skrbi za vnaprej, je to, da 25% teh, ki meni, da se jih kriza dnevno dotika, pričakuje, da bo še slabše, torej pričakuje, da bodo lahko trošili manj. In ta razmik je nastal v zadnjem pol leta. Torej, v zadnjih pol leta smo mi prišli pravzaprav še do nekega bolj realističnega zavedanja ali pa pričakovanj, da pravzaprav ne more iti ne vem kako bolje, ampak da bo preprosto treba sprejeti dana dejstva na trgu in seveda tudi dana dejstva povezana z stopnjo in zmožnostjo zaposlovanja, stalnostjo delovnega mesta in seveda s tem tudi finančnih prihodkov oziroma vseh vrst dohodkov, ki jih posameznik prejema. No in prav v tej smeri je zanimivo, da tudi večina porabnikov še vedno potrjuje, da se za nakupe odloča preudarno, da nakupe bolj načrtuje, kot jih je pred obdobjem krize oziroma recesije, da je pripravljena tudi iti od trgovca do trgovca, od ponudnika do ponudnika, če najde ugodno ali ugodnejšo ponudbo in da seveda skuša pravzaprav res na nek način pregledati, kaj so tiste resnične potrebe v primerjavi z vsem tem, kar smo seveda tudi kupovali v konjunkturi, ko je bilo vsega veliko in še več. In tudi imeli smo za to seveda finančni potencial, ne glede na to, na kakšen način smo seveda prišli do njega. No in ta razmik, bi lahko rekla, v realizaciji dogajanja na trgu je že v zavesti posameznika porabnika. Govorimo seveda o nacionalnem reprezentativnem vzorcu slovenskih porabnikov, lahko rečemo kar Slovencev, nas Slovencev. No in takole se odzivamo, to so subjektivne zaznave seveda na to, kaj se nam dogaja na ekonomskem, finančnem in seveda celotnem gospodarskem prostoru. Morda še ena zanimivost, ki smo jo dodali v to vrstnem merjenju tokrat, je, da smo vprašali, kako se Slovenci počutimo v primerjavi cen življenjskih potrebščin za sosednjimi državami. In smo primerjali odnos do Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške. No in izkazalo se je, da večina Slovencev, 50-60% tistih, ki se je opredelilo glede tega vprašanja, meni, da živimo po cenah življenjskih potrebščin dražje kot v Avstriji in Italiji. Ko pa pogledamo objektivne podatke po posameznih blagovnih skupinah, recimo hrana, pijača in tako naprej, pa vidimo, da vedno ni tako. Torej imamo neko percepcijo tudi, samo zaznavo v sebi, kako nam gre ali kaj živimo, pa vendarle ni vedno povsem objektivno. Kaj pa, če pogledamo potrošnike oziroma potrošniške navade Slovencev malo širše? Kupujmo slovensko. Ali smo Slovenci temu zvesti, kako zaznavamo ta način potrošnje? Lahko rečem, da dober, vsaj deklarativno po tem, kar kažejo raziskave, ker ravno trženjski monitor kontinuirano spremlja tudi to zaznavo. Torej, ali bi kupili slovensko, tudi če bi bilo malo dražje?
oziroma če bila cena višja. In več kot 30% anketiranih zdaj že kontinuirano sporoča, da so za, da bi posegli po tovrstnem izdelku. To je, lahko rečemo, dobra naravnanost kupovati slovensko. Jaz tudi mislim, da če so slovenski izdelki res kakovosti, da imajo vrednost znamke, da ta vrednost znamke sporoča tudi dobro razmerje med ceno in kakovostjo, potem mislim, da se radi odločimo za slovensko. In tudi prav je tako, ker smo vendarle lahko ponosni na to, da imamo tudi dobre znamke. In te dobre znamke moramo ohraniti v prihodnje, ne samo na kategorijah, kot so, lahko rečemo, ta koncept hrane, torej hitrih dnevnih dobrin, ampak seveda, da te znamke skušamo umestiti tudi na mednarodne trge. To je ta velika želja, lahko rečemo, vseh nas, ki se ukvarjamo z raziskovanjem blagovnih znamk, ki se ukvarjamo s trženjem in mednarodnim poslovanjem, da skušamo čim več dobrih, kakovostnih izdelkov, storitev res oblikovati v pravo znamko in jo umestiti na mednarodne trge. Jaz mislim, da je tukaj potenciala še ogromno, tudi v živilski predelovalni industriji, ki se pogosto počuti tudi zelo ogroženo, velikokrat tudi upravičeno, pa vendarle jaz mislim, da so tukaj še neizkoriščeni konkurenčni momenti, ki morajo zaživeti in lahko zaživijo na mednarodnih trgih, takšne primere že imamo. Kaj pa vloga spletnih medijev v marketingu? V zadnjih letih doživljamo pravo eksplozijo spletnih medijev. Kakšna je njihova vloga, morda na katerih ravneh, na katerih področjih je njihova vloga pomembna, pa ki morda ne toliko? Mislim, da je to en del, lahko rečemo, novega razumevanja komuniciranja. Pravzaprav ne govorimo več o medijskih načrtih, ampak govorimo o načrtih povezovanja. To je en velik korak v, lahko rečem, to sodobno, globalno smer razmišljanja, kdo je moj uporabnik. In moj uporabnik je lahko kdorkoli na internetu. Moj uporabnik je lahko kdorkoli, ki seveda ima dostop komunikacijski do tega, da vidi nek moj dražljaj. In v tem delu imajo prav ta orodja vse večji pomen. Pa ne toliko morda v neposrednem konceptu prodaje, ampak bolj v ozaveščanju, v informiranju, v širjenju besede, v širjenju informacij o tem, kaj je lahko dobro, morda tudi slabo, in seveda o tem nekem intuitivnem razmišljanju posameznika, ki se seveda pod tisto neko oviro ali pa bi rekla neko steno, saj to samo moj računalnik, lahko zelo iskreno izrazi o tem, kaj pravzaprav občuti v nekem izdelku, neki storitvi, neki rešitvi ali preprosto samo poda neko svoje lastno mnenje in videnje. No in tukaj moram reči, da je morda v slovenskem delu gospodarstva malce še premalo izkoriščeno to kot del integralnega tržnega komuniciranja, torej kot neko celovito, bi rekla, platformo vseh instrumentov, ki jih imamo danes na voljo in imamo jih ogromno. Poleg tega tudi različne generacije danes zelo različno, bi rekla, privzemamo vsa ta nova orodja, zato je prav, da vidimo to široko paleto nabora in da ga znamo potem tudi, kar se, kolikor je le mogoče, neučinkovito izkoristiti. Poskusi so vidni, poskusi so že na trgu, ki delujejo, tudi slovenskem, ne samo globalnem, in jaz mislim, da je preprosto to treba vzeti kot dano in razvijati v tem duhu, bi lahko rekla, tudi medijske in morda tudi instrumentalne v smislu tega, kaj vsa ta orodja nudijo, integriranosti trženja še naprej. Če morda pogledamo po posameznih panogah, je dejansko potrebno, da ima vsako podjetje svoj Facebook profil, ali so stvari odvisne za kakšno panogo se gre, za kakšno ni nujno, sploh ne spodbujam tega na splošno ali počez, kot rečemo temu, nasprotno, ampak da vsako podjetje samo pri sebi razmisli, kaj so pravzaprav njegovi ciljni segmenti, kdo je ciljni segment, kaj pravzaprav počne ta njegov uporabnik, odjemalec. Zelo različno je seveda to, ali smo na medorganizacijskih trgih, ali smo na končnih uporabniških trgih, in v tem duhu je potrebno zelo jasno vedeti, kdo me čaka ali lahko čaka v drugi strani, pri čemer mora ta stran postati seveda zelo, zelo interaktivno in soodvisno povezana z mano kot ponudnikom. In v tem smislu govorimo o tem povezovanju. Ne več samo ciljanju, ampak povezovanju vseh deležnikov, ki na koncu so ustvarjajo nek ponudbeno povpraševalni prostor. In tukaj mislim, da ta orodja zelo pomagajo. Spoštovana profesor Maja Makovec Brenčič, jaz se vam najlepše zahvaljujem. To bi bilo vse v oddaji Mini portret. Hvala lepa, srečno in uspešno še naprej. Najlepša hvala tudi vam, mi je bilo res v veselje.